Tako kot že beseda v angleščini mikrodosing, mikrodoziranje pove, to je jemanje zelo majhnih minimalnih doz psihedeličnih substanc za izboljšanje različnih aspektov zdravja in počutja. Potem sem začel čutiti efekt, ampak mi je bilo že malo too much. Sem bil malo tako dizzy. Najbolj, kar mi je pomagalo, je bil ta čustvena regulacija. Sploh na dneve, ker so bili ful čustveno težki. Če sem mislil, da bom vzel še microdose, sem čutil, kako lažje nadziram svoje čustveno stanje. Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in gledalci podcasta Benesere. V tej kratki mini epizodi podcasta bom govoril o tematiki povezani z psihedeliki in sicer mikrodosing psihedelikov. Zadnje čase sem malo eksperimentiral z mikrodosingom, natančneje mikrodosingom psilocibina. To je v bistvu aktivna psihedelična substanca oziroma kemikalija v gobah oziroma tartufih. Tako da v tem videu bom malo predstavil, kaj je to mikrodoziranje, kakšne so neke potencialne zdravstvene koristi mikrodoziranja, moje osebne izkušnje in kaj sem jaz ugotovil v zadnjih 2 mesecih jemanja, in pa potem na koncu bom zaključil z enim opozorilom in tudi začel bom ta podcast z enim opozorilom, in sicer, da psilocibin je v Sloveniji še vedno prepovedana substanca. Tako da ta video je samo za izobraževalne namene, tako da dajte pametno s tem in tudi jaz nikomur ne priporočam karkoli, ampak samo delim moje izkušnje, moje mnenje in kaj znanost pravi. Tako da, če se na hitro vstavimo, kaj je to mikrodoziranje. Tako kot že beseda v angleščini mikrodosing, mikrodoziranje pove, se pravi, to je jemanje zelo majhnih minimalnih doz psihedeličnih substanc za izboljšanje različnih aspektov zdravja in počutja. Mikro je v tem primeru nekje pomeni od 10 do 20% količine, ki se ponavadi uporablja za neke makrodoze oziroma za neke namene globih izkušenj, ki jih ponujajo psihedeliki. Tako da nekje v primeru psilocibina, o katerem bomo danes govorili, nekje je tista makroheroik doza, nekje 20 mg psilocibina. Pri mikrodosingu prije ta doza nekje med 1 do 2 mg, ker nekje 10 do 20%. Cilj mikrodozinga je doseči subtilne učinke, kot so recimo izboljšanje razpoloženja, izboljšanje kreative, nevroplastičnost možganov, izboljšanje mentalnih funkcij, čustvenih funkcij in na splošno dvig razpoloženja brez kakršnihkoli drugih psihedeličnih efektov, tako fizičnih kot potem tudi psihoaktivnih, ki jih povzročajo recimo te psihedelične substance, so recimo to gobe, LSD, MDMA in ostale. Če si gremo pogledati malo skozi zgodovino, mikrodosing je prvič prišel na oči ljudem in postal bolj popularen z knjigo dr. Jamesona Fadimana, ki se imenuje The Psychedelic Explorer's Guide, in v bistvu v tej knjigi je Fadiman opisoval učinke jemanja manjših mikrodoz psilocibina in ostalih psihedelikov za izboljšanje raznih vidikov zdravja in počutja. Kot smo že prej omenili, odmerki so nekje 1/10 do 1/12 tiste doze, ki se ponavadi jemlje na raznih retritih oziroma za poglobljene izkušnje na psihedelikih. Glede urnika jemanja je pa tako, da obstajata dva režima. Prvi režim se imenuje Fadimov protokol, kjer se v bistvu jemlje mikrodoz psilocibina ali ostalih psihedelikov vsakih 3 dni, se pravi, ti vzameš neki in potem 2 dni nič in potem tretji dan spet ponoviš odmerek. In obstaja tudi potem druga vrsta oziroma drugi način jemanja in doziranja, in ta se imenuje Stamencov protokol, kjer pa on pa recimo zagovarja, da se med tednom, 5 dni zapored, da se vzame mikrodoz in potem čez vikend se ne vzame, se pusti na off, da tudi potem možgani se malo odvadijo in tako naprej. Jaz sem probal oba protokola, začel sem z se pravi jemanjem mikrodozinga vsake 3 dni.
In potem sem na koncu zadnji mesec probal tako, da sem jemal več, se pravi nekje 4 do 5 dni in potem vikend off. In v bistvu pri tem drugem protokolu sem pazil, da je doza malo manjša, ker sem pač itak sem vedel, da se več jemlje čez teden, tako da ni treba, da je bila doza malo večja. Zdaj, če si gremo pogledati malo raziskave, kaj znanost pravi o mikrodosingu, predvsem mikrodosingu psilocibina. Raziskave na tem področju so še v začetku, tako da ne moremo nič za ziher reči. Sem pa dobil ven 3 študije, ki nekako pokažejo, v kateri smeri delujejo oziroma so tudi neka znanstvena podlaga odzadaj. In prva študija, ki sem dobil ven, je bila dvojna slepa študija iz leta 2022, kjer so v raziskavi s 34 udeleženci, ki so jemali nekje 0,5 gramov posušenih gob, niso ugotovili nobenih pomembnih izboljšav v kreativnosti, kognitivnem delovanju ali duševnem zdravju. So pa recimo v tej študiji bili opazeni neki subjektivni učinki, kar je lahko tudi povezano z placebo efektom, se pravi, če nekdo verjame, da jemlje nekaj, kar mu bo pomagalo, mu poleg na koncu tudi bo pomagalo, to je v bistvu placebo efekt. Potem druga študija, ki sem dobil ven, je tako iz leta 2020, v tej raziskavi je bilo več udeležencev in sicer 1133, kjer so z mikrodoziranjem pokazali večje izboljšave v depresiji, tesnobi, stresu in razpoloženju po enem mesecu delovanja. Te izboljšave so dobili tisti, ki so jemali psilocibin oziroma mikrodosing, medtem ko tisti, ki niso jemali, pa niso občutili teh učinkov oziroma so bili ti učinki manjši, ker še vedno neki učinki so bili, ampak to je spet ta placebo efekt, ki so mislili, da jemljejo pravo stvar, ampak niso in se jim je stvar malo boljše izboljšala. Je pa recimo ta študija izpostavila, da tudi so bili učinki boljši pri tistih, ki so jemali psilocibin skupaj z lion's mane in pa niacin. Tako da tu je tudi zanimivo, da potem te substance delujejo sinergetsko, se pravi lion's mane je zdravilna goba oziroma medicinska goba, ki na splošno je dokazana, da izboljša razpoloženje, kognitivne funkcije, pa tudi spomin, ampak jo je treba jemati na dolgi rok, ker v bistvu na kratki rok nima velikega efekta, ima bolj dolgoročni učinek, se pravi, več kot se jemlje, boljši učinek je. In potem še zadnja študija, izdana lani 2024, ki je bil sistematični pregled, je pokazal potencialne koristi, kot so izboljšano razpoloženje in osredotočenost in tudi recimo nekatere izzive, kot so recimo fizično nelagodje in povečana anksioznost. Tu mogoče tudi povezano s tem, da so bili mogoče odmerki malo večji, ker v bistvu, ko ti vzameš malo večji odmerek, ko greš čez nek prag doze, potem pridejo tudi neki stranski negativni učinki. Jaz sem jih tudi na začetku, ko sem vzel malo preveliko dozo, sem jih čutil, ampak več o tem kasneje. Tako da to so bile neke študije z teh področij, ampak ko sem že na začetku rekel, je pač premalo študij oziroma ni dovolj dokazov, da bi lahko rekli za ziher, da to deluje, tako da tisti, ki ste bolj nerdi glede tega, ne morem pokazati nekih ful dobrih rezultatov. Tako, zdaj je čas, da delim moje lastne izkušnje in kako sem jaz doživel microdosing. Ful časa sem že raziskoval, bral in tudi slišal, da je microdosing pomaga oziroma učinkuje oziroma je za probati, da vidiš, kako je efekt. Predvsem sem slišal z te kreativnega področja, se pravi, da ti sprosti in da ti spodbudi kreativo in tako naprej. Tako da recimo nekje 2 meseca nazaj sem se odločil in sem pri Primal Focus, to je ena spletna stran iz Nizozemske, sem kupil prav paket, kjer je bilo v bistvu noter 6 mikrodoz psilocibina, to v bistvu v obliki trufflesov, se pravi teh tartufov, gomoljev, to v bistvu ta Primal Focus in tako prije škatlica in v bistvu oni so potem priporočali, da se jemlje po prvem protokolu, ko smo ga prej pogledali, se pravi vzameš, 2 dni nič in potem spet vzameš. In v bistvu prvič, ko sem vzel, se prav spomnim, da sem šel potem delati in nekje efekt je primal v nekje dobre pol ure oziroma v 1 uri in potem sem začel čutiti efekt, ampak mi je bilo že malo too much, kot da recimo bi mogoče pokadil malo več trave, a pa recimo spil kakšen kozarec alkohola preveč, sem bil malo tako dizzy. In takrat sem se mogel pole malo umiriti, malo učilati, po domače povedano.
in umiriti malo ker je potem začel malo noreti. Ampak potem, ko sem se umiril in sem začel nekaj delati, pa nekaj pisati, je pa bi bilo ful zanimivo, ker recimo so prišle neke ideje zanimive ven, ampak ne iz analitičnega uma, ampak nekje tle odzadaj. V bistvu jaz sem pisal, ampak nisem vedel točno, kaj pišem, ne kako pišem, in to je ful zanimivo recimo v učinku flowa. Kadar si ti v flowu, pišeš, ti kar gre, ampak ne veš točno s kje in se ti zdi, da v bistvu ne ti pišeš, ampak nekaj v tebi piše. Tako da to je bil recimo prvi tak učinek, ki sem ga občutil, in to je bil lih malo prevelik, ampak potem vsaka naslednja ni imela tako močnega učinka, ker se je pole tudi oziroma telo se malo navadilo. Tako da jaz sem recimo videl 4 največje koristi oziroma 4 koristi na 4 področjih mojega zdravja oziroma počutja življenja. Prvo je to mentalno stanje, se pravi, lažje sem kontroliral svoj svoje misli. Jaz imam s tem kar težave, ker imam ful močen analitičen hkrati sem pa tudi čustveno ful močen, občutljiv. Tako da včasih mi je težko kontrolirati misli in jih spuščati in ne tako se prepustiti mojemu tako da recimo v teh 2 mesecih sem videl, da sem malo bolj čilen, da recimo lažje nadziram svoj in tudi misli, da niso tako močne, da niso tako intenzivne, kot so recimo bile pred tem. Videl sem tudi, da sem lahko bolj prisoten v samem trenutku, saj spet imam malo preveč močen in skozi nekaj razmišljam, kaj bi bilo treba delati, kaj je bilo in tako naprej. In včasih mi je ful težko biti tukaj in zdaj, ampak recimo sem videl s microdosingom, mi je ful pomagalo, da sem bil lahko tukaj v trenutku, sem malo bolj začutil, malo spustil misli, pozabil na vse ostalo in pač bil tukaj. Kot sem že na začetku omenil, tudi kreativnost mi je ful izboljšalo in ta kreativnost je bila bolj intuitivna kot racionalna. Če to makes any sense, pač mogoče se bo kdo razumel, kaj sem hotel povedati. In pa nasplošno sem bil tako bolj umirjen, bolj sproščen in pač tak prijeten, sproščen feeling, sploh recimo na dan, ko sem vzel, sploh na začetku, ko sem imel po tem prvem protokolu, vzameš 2 dni off, na tisti dan, ko sem vzel, oziroma pole proti večeru, sem se počutil ful bolj mirnega in pole tisti efekt je pole trajal še naslednja 2 dni, tako potem sem že ponovil odmerek in tako naprej. Pole videl sem recimo tudi, da mi je pozitivno vplivalo na produktivnost in to predvsem na stvari, ki sem jih odlašal. Kot da bi mi dalo nek dodatni willpower, neko dodatno moč, da sem se spravil delati stvari, ki mi ful ne grejo delati oziroma se mi jih ne da delati, pa čutim recimo več odpora do njih, sem prej se jih lotil, da sem pole bil čim prej konec, da sem lahko potem šel naprej. To je bila recimo ena taka stvar, ki mi je bila zanimiva. In pa se mi zdi v tem obdobju najbolj, kar mi je pomagalo, ta microdosing, je bil ta čustvena regulacija. V teh zadnjih 2 mesecih je bilo kar nekaj obdobij, ki so bile kar tako čustveno naporna in intenzivna. Pač nekaj v meni se je dogajalo, neki procesi, o katerih ne bi preveč mogoče kdaj drugič. Ampak recimo sploh na dneve, ki so bili ful čustveno težki, če sem isti dan vzel še microdose, sem čutil, kako lažje nadziram svoje čustveno stanje oziroma dovolim, da so čustva tam in jim ne dam preveč pozornosti. To recimo je tisti, ki meditirate, a recimo ste že kdaj provali meditacijo, pa pole niste in pole ste spet, kadar si ti res v močni, globoki meditaciji, ti da ta efekt, da ti naredi neko bariero okrog tebe in ti imaš več nadzora nad tem, kaj pride noter v tebe in kaj ne. Se pravi, dražljaji so itak skozi okrog nas, letijo v nas, ampak če si ti recimo, če dosti meditiraš, če izvajaš jogo, recimo z microdosingom, se mi zdi, da se ti bolj okrepiš in te stvari ne pridejo toliko do tebe, hkrati pa tudi neki notranji procesi, čustva, misli in to, jih lažje spuščaš, opuščaš, da jih ne toliko overthinkaš, pa recimo, da jim ne posvečaš preveč pozornosti, ker potem samo rasejo. Tako recimo ta aspekt mi je bil ful zanimiv in mi je ful pomagalo, zaradi tega, ker je bilo tako malo težje obdobje. In pa tako na splošno tudi dobro počutje, tako recimo ocenil bi, da se mi je nekje dobro počutje oziroma splošno počutje zboljšalo nekje za 1/4, 25%, kar ni tako slabo,
Tudi recimo sem opazil, da rabim v tem času manj spanja, kar je sicer lahko tudi povezano z fizičnim naporom, ker v tem času sem tudi zamenjal način treninga, sem zaključil powerlifting program in sem šel malo bolj v ta push-pull-legs, bolj nek fitness program oziroma bodybuilding program. Zadnje čase tudi malo manj treniram, tako da je malo tudi s tem povezano. In še zadnja stvar, recimo, ki sem tudi omenil skozi te moje osebne izkušnje, je to, da sem lažje spustil stvari in se odrekel neki kontroli. Jaz imam s tem tudi kar malo težave. Hočem biti stalno pod kontrolo, hočem imeti stvari po svoje. In v tem času se mi zdi, da sem se lažje sprostil, spustil se in se prepustil toku življenja, toku stvari in tako naprej. Ok, tu so bile zdaj moje osebne izkušnje, zdaj za konec pa je fajn, da še malo povem glede pravilnikov v Sloveniji in Evropi, glede jemanja teh substanc in tako naprej. V Sloveniji tako gojenje, uporaba kot tudi hranjenje teh substanc prepovedano in je kaznivo. Tudi recimo manjša hramba manjših doz je še vedno lahko pride do globe. Tako da dajte biti pozorni glede tega. Kot sem že na začetku omenil, jaz tudi ne promoviram tega, nobenega ne prepričujem v to. V ta podcast sem hotel izkoristiti samo za deljenje malo informacij glede mikrodosinga, psihodelikov, mojih izkušenj, kaj znanost pravi za tem in tako naprej. Če bi pa koga zanimalo recimo, ne pravim, da morate, ampak če bi koga zanimalo, jaz sem to dobil na nizozemski spletni strani primalfocus.eu, kjer so ti psihodelični oziroma psilocybin truffles, se pravi psilocibin tartufi, so legalni in zaradi tega, ker so legalni, potem lahko pošiljajo po Evropi in razen v nekaterih države je to ne gre skozi legalno, ampak pač če bi kdo mogoče probal, pa ga zanima, je to ena stvar in če ne, obstaja veliko teh strani po Evropi, predvsem iz Nizozemske, ker so te stvari legalne, tako da si lahko malo več od tega prebere. V povezave spodaj bom dal tudi vse te 3 študije, ki sem jih omenil, tako da če koga zanima znanost in tako si lahko gre potem tudi pogledati, prebrati in tako naprej. Tako da, če zaključimo ta podcast, mikrodoziranje, tako psilocibina ali kakšnih drugih psihodeličnih substanc, kaže na potencialno koristne učinke. Pri nekaterih učinkih znanost to že potrjuje, pri drugih stvareh bo treba še počakati, da znanost pride do tja oziroma da so dovolj velike in kvalitetne študije, da lahko tudi to potem potrdimo. Moje izkušnje z mikrodosingom so bile pozitivne, ampak to so pač moje subjektivne. Je res, da jaz sem tudi malo bolj občutljiv tip in te stvari bolj čutim. Zdaj sem slišal pa tudi recimo od ful zdravih posameznikov, ki nimajo nobenih težav in zdravjem in s počutjem produktivnosti, da niso čutili nobenih učinkov. Mogoče nekdo, ki ima malo več teh težav, mu bo malo dvignilo. In tako da, ja, je za biti odprt, pravim jaz, se pozanimati in potem, če se odloči kdorkoli za to, pravilno in odgovorno ravnati, da ne bo kakšnih težav, zapletov in tako naprej. Tako da, to je to za to epizodo. Najlepša hvala za gledanje, poslušanje in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau, čau.